Drage dame in gospodje, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v Sport klubov podcast. Sicer smo dva že naredili, komentatorska kolega Matic Burazer in Tine Zupan sta se več ali manj pogovarjala o nogometu, no tokrat pa z Miho Penkom in Luko Štecinom o košarki, Euroligi in o tem, kaj nas čaka. Seveda glavne teme so jasne, Miha, koronavirus, boj za končnico, če gremo seveda v čisto tekmovalne vode, boj za prednost domačega igrišča, ko na vrata potrka četrtfinale in seveda morda pozitivna, negativna presenečenja Shane Larkin in tako naprej, vse v naslednjih 20 do 25 minutah. Ja, točno tako. Najzanimivejša je zagotovo sredina lestvice, ker je, tule bi rekli, od 6. pa vse tja do morda celo 14. mesta, vsaj v teoriji tudi 15. mesto, še vodi v osmerico oziroma v te odprta mesta. To pomeni, da imamo 10-11 klubov, ki se bori za 3 mesta. Zdaj, koliko so ta odprta mesta in koliko zaprta, lahko seveda diskutiramo. Dejstvo je, da je šestouvrščeni Panathinaikos, ki ima še zadnji ta pozitiven izkupiček 14 zmag in 14 porazov, ki je pa v zelo, zelo slabi formi, morda celo tik pred tem, da odpusti še enega trenerja v letošnji sezoni, torej Rika Pittina, ki bi tako postal drugi trener v eni sezoni, ki je ekipo zapustil. Skratka, za Panathinaikos nič kaj obetavni časi, glede na to, da je ekipa prejšnji teden izgubila tako derbi z Olympiakosom, da je res v zelo, zelo slabem ritmu, mislim, da ima 9 porazov na zadnjih 10 obračunih. Lestvica se je nekoliko razdelila zlasti med temi prvimi 5, bi pa tukaj izpostavili seveda tudi še situacijo okrog 4. mesta, ki prinaša to prednost domačega igrišča, CSKA in pa Maccabi, ki imata v bistvu po 19 zmag in 9 porazov, skratka sta izenačena in bosta bila tudi določeno bitko vrško ne čisto do konca. No, jaz sem pogledal seveda, kako je na medsebojnih obračunih. V zadnjih 6 tekmah bosta CSKA in Maccabi med seboj še igrala, ampak prednost z prve tekme pa ima Maccabi, če sem si dobro zapomnil, s kar lepo razliko. CSKA ima do konca sezone še 3 tekme doma in 3 v gosteh. Ne vem, Luka, če si imel zdaj rezultat, mislim, da je Maccabi kar visoko slavil na prvi tekmi. Ja, bilo je 90 proti 80 in seveda ne smeva pozabiti, da je Maccabi takrat igral tudi brez nekaterih poškodovanih košarkarjev že celo večnost, ni Tarika Blacka, ki je seveda eden izmed tistih, ki predstavljajo obrambno sidro pri Maccabiju, ki pa je ne glede na vse poškodbe uspel slaviti sicer v Menorami v Tahim areni, kjer je bil do tistega trenutka nepremagan. Še več, Real je bil prvi, ki je v 22. krogu v bistvu uspel Maccabi prvič premagati doma v Tel Avivu. Ja, rekel si, CSKA in Maccabi se bosta še srečala. Če pogledava takole nasprotnike CSKA do konca, Alba, Asvel, Maccabi, Fener, Žalgiris in Armani. Na drugi strani pa Baskonia, Zenit, CSKA, Žalgiris, Panathinaikos, Asvel. Bi dal tu morda prednost kateri izmed ekip, češ da ima lažji razpored do konca, glede na to, da vsaj takole poimensko sta razporeda do konca rednega dela sezone kar podobna? Mislim, da bi CSKA lahko dobil kakšno tekmo več, bo pa tista medsebojna spet zelo, zelo veliko pomenila. Če jo Maccabi dobi, bo absolutno boljši v medsebojnih obračunih. To bo za CSKA res zelo, zelo težko ujeti, glede na to, da tudi oni niso tisti najboljši zasedbi brez Willa Clyburna od začetka sezone. Je pa pri Maccabiju tako, da se bo Tariq Black v kratkem bojda vrnil. Problematična sta še najmanj 2 košarkarja, se pravi John Di Bartolomeo in pa Omri Caspi, ki sta zaključila Nate Walters ravno tako poškodovan, tako da se je Maccabi kar močno krepil. Ena zadeva je še, Maccabi bo domače tekme sicer zaenkrat še igral v Izraelu. Velika problematika je tule bila okrog koronavirusa, da bo moral tekme prestaviti v neko drugo, skoraj da koronavirus fraj državo, ki je zdaj v Evropi ali pa vsaj tule bližini ne poznamo več, z izjemo mislim, da Črnogore, če gremo še malce v te podrobnosti. Opcija se je najbolj ponujala Beograd v sicer dvorani brez gledalcev, opcija je bil Ciper, opcija je bila Grčija zdaj absolutno ni več. Skratka, za Maccabi bo zapleteno tudi kar se tiče tega domačega igrišča, ampak zaenkrat, tako kot prejšnji teden, naj bi bilo nekje do 5000 gledalcev na tekmah Maccabija. Vemo pa, da Menorami v Tahim areni vendarle pomeni dosti za to ekipo.
treba je pogledati še to v tem boju CSKA in Makabija, da Makabi v bistvu igra tekme eno doma, eno v gosteh, eno doma, eno v gosteh, v bistvu pa CSKA na srednje tri. Ja, igra doma, potem pa konec sezone 3 v gosteh in to so Fener, Žalgiris in Armani. Zelo verjetno bo vsaj, mislim, da ena ali pa še dve ekipi od teh bosta v boju. Jaz predvidevam, da bosta Fenerbahče in Žalgiris, Milančane, pa do Milana mogoče kasneje še pridemo, ampak Milančane bi sam vendarle iz tega boja nekako že prej odrezal, zlasti zaradi problematike, ki je zdaj v njihovi državi. Res je, do 9. aprila je še veliko časa, ne? Na konec koncev lahko se te izredne razmere v bistvu preselijo tudi v druge države in potem tale minus ne bo več tako velik za Milančane, kot se zdi ta moment, ampak ta hip mislim, da so italijanski športniki pod največjim udarom, nezmožnosti normalnega treninga, pa verjetno tudi ne čisto tako dnevnega funkcioniranja. Ja, definitivno. Treba je pa še povedati to, da v bistvu mogoče CSKA-ju bo ta koronavirus na koncu celo šel malo na roko, glede na to, da bi znala biti Ilker arena prazna, Kaunas oziroma Žalgirijo arena prazna. Dobro, za Mediolanum Forum pa tako ali tako jasno, da do 3. aprila nič, potem bomo pa videli naprej. Miha, zdaj, da so Efes, Real, Barsa zaenkrat na prvih 3 mestih, mislim, da nikogar ne preseneča, to si zaslužijo. Efes oziroma vse 3 omenjene ekipe plus CSKA in Makabi so že uvrščene v končnico. Lahko se sicer še kaj premeša gor, ampak mislim, da so ta 3 moštva čisto suvereno, legitimno v končnici in zasluženo. Ja, mogoče ena zanimivost, no, glede na to evropsko košarko, niso tista strogo defenzivna moštva povsem na vrhu. Se pravi, Efes sploh ne, Real tudi ne, pa vemo, da tudi Barcelona, seveda z Nikolom Mirotićem in ostalimi napadalno izjemno poletna ekipa. CSKA, Makabi, vse, Panathinaikos recimo na 6. mestu, celo po točkah najboljša ekipa v tekmovanju. Skratka, ni obramba vedno tista, ki prinaša, ali pa ni več morda v Evropi tista, ki bi prinašala zgolj in izključno uspeh. Ja, glede na to, da je Fener trenutno na 8. mestu razpredelnice, Fener je katastrofalno vstopil v sezono, jo tudi vmes katastrofalno nadaljeval z nekimi prebliski. Željko Obradović tudi na nekaterih tekmah sploh ni vedel, kaj naj reče še svojim varovancem. Šlo je od kletvic do moledovanja, do jeze, do dretja in vsega. Ampak Fener je trenutno na 8. mestu. Je pa to tudi ekipa, ki vsaj po mojem mnenju ne more dobiti 3 tekem proti naj si bodi Efesu, Realu ali Barceloni, kamor seveda lahko še zleze, oziroma to so 3 možni nasprotniki, ukolikor se Fener sploh uvrsti v končnico. Ja, zelo verjetno. Zdaj, moramo se vrniti recimo v mesec november ali december, ko je bil Fener daleč izven osmerice. Takrat smo se že pogovarjali, ne, in jaz sem imel takrat mnenje, da če Fener pride do končnice, ga vseeno ne bi rad imel na 8. mestu, pa z njim igrati potem tisto serijo, čeprav se mi zdi, da bi Efes moral to na koncu dobiti, ampak če že zbiram 8-vrščenega nasprotnika kot prvovrščeni, absolutno ni Fenerbahče tisti, na katerega bi polagal res neke želje. Je pa res, da ne izgledajo dobro. Ne izgleda ta ekipa tako, kot so izgledale minule in Fenerja in pa tudi Obradovića v Panathinaikosu v preteklosti. Ekipa, ki morda na centrskem položaju nima raznovrstnosti, nima post-up igre, pick and roll, vse mora iti direktno na zaključek na Jana Veselija, Lovern ves čas poškodovan, pa se vrne, pa spet poškodovan, Dovorioglu za Euroligo praktično odrezan. Mislim, da je največji problem Fenerja ravno ta centrski položaj, ne toliko v obrambi, ker v obrambi znajo spet ustaviti nasprotnika na pod 80 točk problemi, ker jih težko dosežejo preko 80 točk. Ja, eden izmed problemov, vsaj po mojem mnenju, in to sem omenil tudi med prenosom, je ravno ta nezmožnost igranja z visokimi košarkarji, naj si bodi pick and roll, pick and pop, da je spuščena žoga po globini, pa da recimo Lovern ali pa Dovorioglu ali pa Veseli nekoga naložijo na hrbet in tako poskušajo. To se pač opaža tudi v tem, da carinik Kostas Lukas ima recimo žogo v napadu, ki ga on organizira vsaj 12-13 sekund. Ne? In
tako je tudi zelo, zelo težko priti do neke kreative, razviti igro, če je nekdo pri žogi 12 sekund in gleda, komu bi dal, kdaj bi dal, kdaj bo Kalinić iza bloka pritekel, kdaj se bo nekdo na posta postavil. In mislim, da je tudi sicer Slukas del problema, definitivno je pa pač problem globi oziroma med visokimi košarkami. Ja, včasih tudi Obradović uspe sestaviti takšno zasedbo z Nandom De Colojem in 4 takšnimi nesposobneži v napadu, narekovajih seveda rečeno, da to predstavlja največji problem tudi v turškem prvenstvu. Ekipa se muči, ekipa nikakor ni suverena, uspe izgubiti tudi tekme na 62 točk, v Beogradu so jih dosegli, mislim, da 56 ali celo 54, skratka. Težavno za spremljati je, kar se tiče tega Fenerbahčeja v letošnji sezoni, ampak spet se mi pa zdi, da je to ekipa, ki lahko doseže osmerico. Zdaj ima v bistvu tisto eno zmago prednosti pred tistimi ekipami, ki so izven osmerice, ima pa 5 zelo zahtevnih tekem še do konca sezone, skratka skoraj da nobenega praktično, mislim, da samo enega od teh res nekoliko slabših, recimo nasprotnikov, vsaj sodeč po sami razpredelnici. Ja, od tega imajo 3 tekme prav tako v gosteh proti Bayernu, Žalgirisu in Efesu na koncu. Doma igrajo pa proti Panathinaikosu, CSKA-ju in Olympiakosu. Predvsem Olympiakos je seveda tudi ena izmed ekip, ki se bori za vstop v končnico, ena izmed 5 ekip, ki ima 12 zmag in 16 porazov. Miha, je pa zanimivo, no, da je veliko vprašanje v bistvu o trenerju Fenerja, se pravi Željko Obradoviću. Ali je to še ekipa, ki mu verjame, ki mu zaupa, ali on zaupa igralcem, za katere je imel praktično odprte roke in jih je sam pripeljal. Dodal Nanda De Coloja, do specifičnega igralca za Fenerbahče, ki ga v minulih letih takšnega ni imel niti pri Panathinaikosu, enega tako dominantnega, ki počne vse po igrišču. Hkrati pa to se mi zdi, da ni igralec, ki bi povezal, ki bi neko posebno energijo tule uspel dati ekipi, čisti profesionalec, ki naredi svoje, lahko rečemo, no. Mislim pa, da na tej čustveni noti ne tako zelo pomemben za Fener, kot se mogoče zdi. Ja, je pa mogoče samo še tole, to je tudi izziv, ne. Ali bi Fener moral že zamenjati Željka Obradovića? O tem se je govorilo konec novembra, decembra, o tem se mogoče govori tudi še v teh momentih, ko je ekipa po 2 dobrih tekmah, dobili so februarja še turški pokal, ponovno, ko pričakuješ, da je pa zdaj to spet naniza 3 poraze. Skratka, problemov ogromno, sodeč po gestikulaciji Obradovića, včasih imam občutek, da tudi on več ne zaupa celotni zadevi. Imam pa občutek, da bo moral on biti tisti, ki bo odstopil, da je dejansko večji, kot je klub, da je on s tem klubom naredil absolutno v nekem momentu največ, kar je lahko, in vprašanje, glede na to, da je že 2-krat zavrnil podaljšanje, ali si sploh želi nadaljevati to zgodbo v prihodnjih sezonah. Ja, to je zagotovo tudi vprašanje za poletne mesece. Miha, Žalgiris, Valencia, Olympiakos, pa recimo, da sva Armani iz Milana in Baskonijo že kar malce odrinila na rob, pa prav tako Crveno zvezdo. Zvezdo absolutno, ima 4 gostovanja na 6 tekmah, tudi fokus Zvezde mislim, da zdaj more biti in je dejansko na ABA ligo. Zanimivost jadranskega oziroma tega našega regijskega tekmovanja je to, da se v bistvu zaključuje, da se play-off igra še preden se igra končnica same Eurolige. Drugod je seveda povsem drugače, se končnice igrajo po Euroligaškem Final Fouru, se pravi konec maja, začetek meseca junija. Tu je specifična situacija, ker morajo seveda vsi ti ABA ligaši še odigrati svoje prvenstvo potem do konca. Skratka, Zvezdo sem osebno že postavil na rob oziroma izven osmerice. Baskonija v zadnjem času z vzponom, kar se tiče rezultatov, ima pa 6 zelo zahtevnih tekem pred seboj. Mislim, da je to celo najtežji razpored. Glede na situacijo okrog virusa pa znajo tudi Španci imeti te probleme. La Liga recimo nogometna je že omejila prisotnost gledalcev. Praktično samo še vprašanje, kdaj se bo to zgodilo v košarki v zaprtih prostorih, in tudi ta hip pri Baskoniji vidim ravno v temu, to problematiko. Ja, Maccabi, Efes, Milano, Barca, Valencia in Panathinaikos. Najtežji razpored, sigurno. To čaka Baskonijo do konca, ravno zaradi tega mogoče tudi sam Baskonijo že dajem ven iz tega boja, tako kot Milančane, ki se mi zdijo, zdi se mi ena taka prav
zapletenka oziroma uganka. Ne vem, kaj bi z Milanom, pa začnejo v bistvu s 7 zmagami, porazom, potem nanizajo 8 porazov ali nekaj tasga. Ja, poglej pa še razpored Milana do konca sezone in povej, če to ni sanjski razpored za nekoga, ki v bistvu lahko iz sence, zdaj ta moment iz sence napada samo končnico. Ja, Ni sanjski, ampak zelo, ni zelo sanjski, ugoden. ja. Je precej bolj ugoden, kot bi lahko bil. Vseeno tu so Olympiakos, pa ne nazadnje Baskonija, s katero se bo boril. Ampak vse so to medsebojni, vse so to medsebojni nasprotniki. Se pravi, če jih premagaš, uspeš priti med 8, če izgubiš tako ali tako, nisi za tja, kjer si želiš biti. Žalgiris je v fantastični formi, zadnjih 8 tekem, 6 zmag proti Zenitu, to tekmo sem tudi delal. So izgubili po velikih neumnostih v zadnjih sekundah in mislim, da bo to mogoče celo tekma, ki jih bo na koncu tepla. Glede na to, da tudi oni nimajo najlažjega razporeda, vseeno moramo pogledati, da zdaj 3 tekme zapored igrajo, oziroma zdaj bodo igrali še 2 zapored v gosteh, Barca, Valencia, potem pa še Fener, Maccabi, CSKA in Bayern. Zdaj bo moral pa Šaras Jasikevičius spet pokazati, česa je zmožen. Premagali so Olympiakos, Baskonijo, Milano, Himki, ampak to pa niso CSKA, pa to ni Maccabi in tako naprej. Ne? Tako da oni se znajo zelo hitro zavihteti proti dnu. Ne? Ja. Zavihteti proti dnu se malo čuden sliši, ampak ja, pasti. Tepo jih bo predvsem slab začetek letošnje sezone. Je pa Žalgiris ekipa, ki je tako lani kot predlani v finišu v zadnjih 8-10 tekmah si priigrala to, kar si je lani, osmerico predlani, Final Four košarkarske Eurolige. Skratka, ta ekipa se bori, res trdo trenira, vidi se skozi sezono in raste. Skozi sezono raste. Ni pa enostavno. Izgubili so Brandona Davisa, izgubili so Aarona Whitea, tako je, ki je odšel takrat v Milano. Zelo pomembna člena. Izgubili so prej že Vaso Micića, Lea Westermana, skratka ekipa se je nekoliko zarotirala, vedno pa najdejo te neke notranje resurse, še Runosom Jasikevičiusom na čelu, ki uspejo na koncu izgledati kot ekipa, ki jo lahko spremljaš, ki jo je lepo gledati in spremljati ali pa komentirati njihove tekme. Tako da jaz želim, da bi Žalgiris v bistvu spet bil ne samo kandidat, ampak celo morda ujel to osmerico. Vemo, da ima super domačo občinstvo, pa navijače, ki potujejo s klubom tudi po Evropi. Zdaj, glede na to situacijo, bo spet vprašanje, kaj se bo v aprilu v Evropi kot takšni dogajalo, ampak če že, Žalgiris je definitivno bolj priljubljena ekipa z mojega vidika. Ja, in definitivno, kot si rekel, Žalgirisa noče srečati v play-offu ravno zaradi tvojih omenjenih razlogov. No jasno, tukaj pa je še Himki, ekipa, ki je v bistvu skozi večji del, vsaj v prvi polovici sezone, bila na mestih, ki vodijo v končnico, potem malo padla ven, zdaj je pač v družbi teh, ki so izjemno izenačeni. Himki je trenutno na 7. mestu in definitivno je, mislim, da glavni favorit za ekipo, ki bi lahko dali pridevnik najbolj indijanska ekipa v Euroligi, glede na porabljen denar, glede na budžet, ki ga imajo in seveda glede na to, da se vse začne in konča pri Alekseju Švedu. Ja, absolutno, priljubljencu njihovega predsednika kluba, ki pa je hkrati tudi izredno dober kolega njihovega trenutnega trenerja in zato verjetno nesmiselno pričakovati, da bo eden ali drugi odletel. Zdaj, samo vprašanje od volje, od zanosa, ki ga Aleksej pokaže na določeni tekmi, če igra timsko tako, kot je igral v prejšnjem, torej minulem dvojnem tednu, potem je tudi Himki ekipa, ki zagotovo sodi v osmerico. Pred sezono, po seznamu igralcem, ki jih je Himki predstavil, pa sem tudi sam imel občutek, da se bodo borili dejansko lahko celo morda za Final Four oziroma za višje mesto, kot je 7., 8. Je pa res, da ko na koncu postaviš zadeve na papir, so ekipe, ki imajo določene sisteme, so pri vrhu in se tam držijo. Real, Barca, CSKA, Maccabi je 3 sezone potreboval, da je tu, kjer je danes. Efes pa je zadržal največ igralcev glede na minulo sezono. Se pravi, upad sploh v prvi postavi, v udarniški postavi, recimo takole, ne pa v prvi peterki, ampak v tisti udarniški postavi Efesa je najmanj spremenjen od vseh v tekmovanju. Ok, še ena stvar, ki nama ostane in sicer, da izbereva najnega MVP-ja. Ki pa to ni Shane Larkin, dajva tako reči. Če Shane Larkin damo izven konkurence.
Nemogoče. Mislim, Shane Larkin je zacementiran, zabetoniran na mesto MVP-ja. Efes je prvi z veliko zalogo zmag, v bistvu, ne, 2 zmagi pred drugim in tretjim. To je kar velik dosežek. So prvi v turškem prvenstvu, ne nazadnje. Je večkratni MVP, prvi, ki mu je uspelo doseči 40 ali več točk, več kot enkrat v eni sezoni, ima nov rekord, bil je blizu novega rekorda po številu zadetih trojk in tako dalje. 4-krat zapored MVP kroga, celo MVP, mislim, da decembra in januarja, mislim, da tule ni nobene velike debate, recimo za drugo mesto na tej lestvici MVP-ja, bi pa jaz mogoče dal recimo Nikolo Mirotića glede na njegov strelski izkupiček in glede na to, da je v bistvu jasno, da bo ob zaključkih tekem žoga šla v njegove roke in nihče, nobena obramba ne more narediti ničesar, kar smo videli tudi s tistim metom na baselineu, na levi strani obrat, sigurno. Mrežica in to je to. Velik vpliv na Barcelono kot takšno, mislim, da tudi izven igrišča. Ne torej samo na parketu, mislim, da drži slačilnico po konci, da bo ta Barcelona odvisna od njega, od njegovega zanosa in njegove energije v prihodnjih nekaj sezonah. Izpostavil pa bi še Scottija Wilbeckina, ki pri Makabiju ravno tako odloča tekme, sprejema odgovornost, zaenkrat vse bolj sloni na metu za 3 točke, sploh pri teh odločilnih momentih, ampak ravno tako Makabi je absolutno napravil velik korak naprej glede na minulo sezono, tako da zame tudi Scottie Wilbekin, mislim, da ta trojec tisti, ki trenutno najmočnejši. Zdaj, za trenerja bi pa se spet lahko kar veliko verjetno pogovarjali, ali je to vendarle trener prvovrščene ekipe, Ergin Ataman v tem hipu, ali je to Šarunas Jasikevičius, ki je na robu osmerice, Žalgirisom, ki definitivno nima niti budžeta, niti pa ekipe za mesto, kjer trenutno zaseda. Ali je to mogoče Pablo Laso, ki je znova na vrhu, kljub temu, da ni Serhija Ljula, da ni Jeffa Taylorja, da ni bilo Treja Tompkinsa na začetku sezone. Da je Randolph izpustil Da je kopico. Randolph tako in da je kljub temu uspel znova upeljati v sistem 2, morda, če gledamo še špansko prvenstvo, celo 3 mlade košarkarje že v letošnji sezoni. Torej, trojica, Larkin, Mirotić, Wilbekin, zagotovo sanjska trojica v Euroligi. S podcastom sva zaključila, seveda se bomo v naslednjih tednih pogovarjali tudi v Euroligi, zagotovo pred Final Fourom, morda celo ob končnici. Naslednjič pa bo SK-jev podcast namenjen, pa se presenetimo, morda nogometu, morda košarki ali pa čemu drugemu oziroma kateri drugi športni panogi iz najne strani. Toliko se slišimo zopet prihodnji mesec. Ja, tako je, uživajte.